Samo eden ne gremo, te prosim. Dva gremo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, gospa. Prepovedano, ni dovoljeno snemati. Zakaj pa ne? Ni dovoljeno snemati, zato ker je hišni red tak. Vse sta v javni službi, ne? Hišni red je tak. No, dajmo se... Varnosti, prosim, da jih odstranite, gospod, kar snema. Dajmo se zmeniti... Sva ni dovoljno snemati. Snemam samo zato, da bom imela lastno dokumentacijo, ker lažete. Zadovoljenje morate imeti od uprave. Tukaj se snema vsak dan. Vse živo se tukaj snema. Vete, kaj smo bliže tu notre, pa so se zlagali, da smo vdrli, pa jaz vem, da nisem vdrla, zato še enkrat snemam, da ne bo spet kakih laži. Moramo biti dokaz, ne? Da pa ne lažete. Če ne mislite prenehati z snemanjem, stopite ven. Zakaj bi? Zakaj? Zakonodajo. Ne poklicati nekoga, ki je odgovoren za informativni program. Za informativni program ste najavljeni, koga želite. Ker je nujna stvar. Še vedno. Ja. Še vedno, ta ista stvar. Še vedno. Ta ista. Ja. Prosim, da prenehate snemati. Prosim, varnostnik, lahko odstraniš gospod, ki snema. Sva prenehate snemati. Imam zraven zakonodajo o RTV Slovenija, pa bomo poiskali, ki imate napisano, da je prepovedano snemati. To me ne zanima, zakone. Mene samo zakoni zanimajo. Mene samo zakoni zanimajo. No, boste poklicali nekoga? Se da? Se da? Ker imamo informacije javnega značaja, ki morajo narod takoj izvedeti. Vam pravim, v zakoni nigdy ne piše, da se ne sme snemati. Gospod varnostnik, prosim, na razgovor. Ne morejo, no. Pa veste, da boste vi odgovarjali, če me vun vržete. Ne smete dotakniti, no? Prenehajte snemati. Ne morem, žal. To je dokazni material. Glede na to, da živimo v mafijski državi, pač žal ne moremo si dovoliti, da ne bomo snemali. Da morate izstopiti ven. Hišnega reda vi ne morete imeti v javni ustanovi. Jaz plačujem RTV prispevek. Branko Tlesel, no, ne moreš zdaj me motiti, no? Če te ugasnem, te ugasnem. No, se da? Poklica stole. Lahko vi ogrete. Se da? On je tudi v javni službi. Mi bi želeli sam nekoga iz odgovornega informativnega programa, da vprašamo, če lahko povemo narodu resnico o tem, da se izvaja medicinski poizkus. To vsi vejo, vsi organi to vejo, da smo kazenske ovadbe, nihče ne ukrepa in bi želeli o tem obvestiti javnost. Kaj je tle zdaj problem? Se da? Je možno? Kaj? Je možno poklicati koga iz... Čakamo, gospod, da prenehate. Ja, ona bo dokumentirala, da smo prišli zahtevati nekaj. Potem pa prosim, če se odstranite, če jih vi odstranite, gospod varnostnik, prosim. Ne more jih noben odstraniti, zakaj? Kaj pa delamo tacga? Samo zahtevamo, da nam dajte odgovorno osebo za informativni program. Vi ste na listi naroda. Nisem jaz predsednik republike, nisem predsednik vlade. Ja, in? Začni delati svojo delo. Ste javni službenc? A ste? A ste javni službi? No, kaj zdaj? Pa kaj zdaj? A poznate potem zakon? Kaj poznam? Kaj poznate zakon? Kaj zdaj? Če ste javni službi, vas smemo snemati. Jaz poznam hišni red. Kakšen hišni red? Na podlagi katerega zakona? Hišni red RTV Slovenija. To vsi neki po svoje neke hišne rede postavljate. To je javna Vi se morate držati zakonov, pa ustave. In ne morate imeti drugačnega hišnega reda, kot ga ima tam le eno. Jaz se držim hišnega reda, vi se boste zakon držali, ko ste šli na sodišče, da se ne vas prekršil v njem. Ja, ali pa vi, da smo kaj prekršili. Pište. Dajte nas ovaditi. Ovadite nas, napište, kaj, ne pišejo. So za mene napisali... za snemanje. 17 000 Kaj vam dam vun zakonodajo o RTV? Če ne poznate ustave. Ja, gledajte, se gospod policist nima pooblastil tega. Navodilo varnostnikov. Gospod policist nima takšnih pooblastil. Bom potegnila še vun pooblastila policije, pa bomo videli. No, se da poklicati. Nima, od uprave nima. Ne boste poklicali. Se pravim, zakonodajo si preberite o RTV, o mediji, pa policija si naj tudi prebere zakon o pooblastilih policije, pol pa ne prijajo, pa mi povejo, na podlagi katerega člena bojo oni mene odvlekli vun. V tej državi nišče ne upošteva zakonov, pa ne ustave. Vsi se, kar sami se jih delajo. Ja,
To je. No, dragi ljudje, vi pa to plačujete. In to mastno. Da na koncu... Pridite še ostali, pa bomo končali. Pridite še drugi, če čete, da se vstavi to. Če želite, da se to vstavi, da ne boste hodili vsakih 14 dni zaradi palčk, pol pridite, da se vstavi tam, ki je jedro, ki je vzrok vsega skup. No, dajte jaz snemat, pa bo on pol naredil to, ne? Dobro. Zdaj pa je, prejde. Se ne snima vas, ne? Dajmo. Pa da bi klical enega. Bomo zrihtali, da spali nekam. No, se snima tam bolj. Da niste več vi obremenjeni, ne? Čisto ne, spali, Zdaj sem se malo odstranila, da ne bo. Največ nespoštovanja pogoja PCT v gostinstvu in trgovinah. No, inšpektorje bo tudi nešče mogel podučiti o zakonodaji, ker očitno bebci nič ne znajo. Zdaj bom potegnila ven zakonodajo o RTV. Severno primorski pesnik je rekel, življenje ni praznik, življenje je žur. Za njega je življenje žur. Aha, čakajte malo, samo da pogledam ta njihov red, ker sem nekaj zasledila. Vinjenim osebam in osebam pod vplivom psihoaktivnih sredstev je to prepovedan. Mogoče bi bilo fajn, če policisti dajo gospodi zapihati, da vidimo, če ima 0,0. Se ne bi čudila, glede na to, da so cele dneve. Vsakega preveriti, koliko prije noč, če hočemo to uveljavljati, ne? Ta vaš hišni red. Kom pa vedeti, koliko pa veste vi, da ni pod vplivom, če mu imate testa? No, dajte poklicati nekoga, pa bomo hitro se zmenili. Samo reče ne, pa gremo naprej. Okay? Jaz tam rečem ne. Ne vi. Ne? Nekdo odgovoren iz uredništva. Jaz tam rečem Dnevna ne. informativna. Jaz tam rečem ne. A vi boste rekel? Jaz bom rekel ne. Se pravi, da vi ste tle nad vsemi, okay? Da boste vi presodili. Veste, se ne bo dolg časa tako, veste? Ne. Ne bo moglo biti dolg časa še tako. Pa bomo pol videli, kdo bo komu kaj rekel. Seveda ste sem prišli tudi po vezah. Vsi po vrsti. Vsi v sorodu, vsi v vrsti. Točno, zato pa je to tako. Kupleraj, se temu reče. Javna hiša v resnici. Ker če ne bi bila, bi bili ljudje obveščeni, da se nad njimi izvaja medicinski poskus, kar je z ustavo prepovedan, če ne daš informiranega soglasja. Zato smo mi tle spet, da bi urednik se odločil in to povedal na podlagi dokumentov, ki jih imamo. In bi se potem zgodilo, da bi šli kriminalce zapreti. Vse komunikacijske poti so vam na voljo, elektronska A resno? navadna pošta. Veste, kdaj smo pisali? Lani 29. junija je bila prva pobuda, da se dobimo na sestanku. Potem je to tukaj. Potem, ker je bila ignoranca, smo prišli 14. maja sem. Potem je to tukaj. In potem so nas ignorirali vsak dan. 3 mesece pa Vsako pol. urgenco so ignorirali. Ampak so oni rekli, naj pišemo tako kot vi, da se bo zgodil sestanek. Gospode, tega ne vam rečete na stopni. Posebno dokument, lahko date. Še vi svojega? Gospod, izkažite svoje istovetnost. To je bilo navodilo policistke. To se pravi, gospod Roha, nihče ne bo govoril z vami, Ste se tako odločili? tako sem se odločil jaz. A vi ste se tako odločili? Povejte, kdo ste vi sploh? Kdo pa ste vi? Tako je zavod. Ja. Navodila so jasna, elementarnih pravil hišnega reda ne upoštevate. Vse v bistvu.
Varnostnik, varnostnik, prosim, da mu poveste, da ga... Mi smo najavljeni od 29. junija lani. Nimate dogovorjenega sestanka. Smo šli urgirati, da dobimo termin. To se lahko dogovorite po internetu, telefonu. Ali pa fizično. In ker se tu nahajate neupravičeno, Pa zdaj sem se okužil, ne? Gospod varnostnik, prosim, da pozovete policijo, da jih odstrani. to gospod prosim, da napustite ta prostor, No, če pa proste bomo ker šli. se tu neupravičeno No, sej, pravzaprav, lejte, smo vse zvedeli. En receptor se odloči po svojem. Odlično. No, to vidite, do kje smo mi prišli v tej državi. Da en receptor reče, se pravi, predsedniku Gibanja osveščenih prebivalcev Slovenije, Gospa, da se ne bo z Saša nami Petek. noben pogovarjal. Srečno. Vi tudi svojega. Odlično. Srečno. Ki imate, kaj? Da se ve, kdo ste? Kartico. varnostnik. Kaj varnostnik? To ne nič. Jaz vam tudi lahko rečem državljanka. Je to dovolj? Gospa, osebni dokument. Kaj dobite? Neupravičeno snemate, Bla, bla, bla. neupravičeno se nahajate tu. Ja, ja. Ja, niste gosti, niste najavljeni. Pa rabite navodila drugih ljudi, niti tega ne veste. Naučite se, gospod, da navte postrešček. Stvar, vi me ne boste učili mojega dela. Boste mogli malo vum potegniti, kaj sploh je zakon o varovanju. Vem, da nijete pojma. Ok, gospa. Ja? Ste zrihtali? Ker se tu neupravičeno nahajate. Se vidimo, Lep dan, bil. takrat, ko boste vsi aretirani. PCT pogoj. On se je odločil, Ja, ja. da noben se z nami pogovarjal ne bo. Nič. Ja, on se tako pač odloča. In drugi V državi je vsak ga diktator posneli? že. Vse? Ja, seveda smo se posneli. Ne, oni se z nikom ne pogovarjajo. Nobenega in to je to. Živijo v lažni iluziji, da ne bodo odgovarjali. Ma jim bo odklenkalo kmalu. Vse smo rekli, da se vidimo, ko jih prijemo aretirati. Ajde, gremo. Ustvarili lastno vojsko in policijo. Zdaj pa lahko, Prišli pol nazaj, ko nas bo ne par tisoč. zdaj bi lahko vgasnili dol v živo, ne? Ja, dajmo, jaz sem.